Dežna palica. Vsem ustvarjalcem lep pozdrav! Danes boste samostojno ob navodilih izdelali svoj izvirni glasbeni inštrument, ki se imenuje dežna palica. Pa začnimo. Najprej si s papirjem dobro zaščiti mizo oziroma prostor, kjer boš delal, ter si pripravi ves potreben material. Za izdelavo potrebuješ trši tulec od papirnatih brisačk, lahko je tudi daljši, kar je še boljše, lahko pa zlepiš dva krajša skupaj. Zobotrebce ali žeblje, lahko tudi vatirane palčke, škarje, natrgane koščke papirja, mekol ali lepilo, ki ga narediš, da skupaj zmešaš moko in vodo, čopič ali žličko za nanašanje, trši papir od embalaže, polnilo, to so lahko razna semena, zrnja, riž, kava ali kar drobni kamenčki, za poslikavo pa barvne flomastre ali tempera barvice oziroma voščenke, lahko tudi barvni papir ali nalepke. Karkoli. Pomembno je, da bo tebi všeč. Na tulcu s flomastrom označi pikice v obliki spirale, kjer boš kasneje s škarjami naredil luknjo. Razdalja med pikicami naj bo od 1 cm do maksimalno 2 cm. Manjša razdalja kot bo, bolje boš ustvaril zvok dežja. S pomočjo škarij ali drugega koničastega predmeta izvrtaj luknjice, kjer so bile narisane pikice. V luknjice zapiči zobotrebce tako, da na drugi strani pogledajo ven. Če nima zobotrebcev, lahko uporabiš tudi vatirane palčke ali vejice dreves. Lahko pa uporabiš tudi žeblje, ki pa naj ne bodo predolgi, saj ne smejo več kot 2 mm gledati ven iz tulca. Ko si uporabil vse zobotrebce, jaz sem jih okoli 50, lahko tudi palčke, vejice oziroma žeblje, mora izgledati nekako takole. Škarjami zdaj postrizi konice zobotrebcev oziroma vejic ali palčk, ki gledajo ven. Bodi pozoren, ker delci lahko letijo na vse strani. Ne pozabi, da boš po zaključnem delu moral sam vse tudi pospraviti. V majhni skodelici si pripravi nekaj žlic moke, ki jo zmešaš z vodo. Dobiti moraš gosto zmes, ki bo zdaj tvoje lepilo. Seveda lahko uporabiš tudi mekol lepilo, če ga imaš. Še predtem si natrgaš papirčke iz papirnatih brisačk, servetov ali pa WC papirja. Lahko uporabiš tudi časopisni papir. Bodi iznajdljiv in material obvezno poišči doma. Nato začneš s kaširanjem. Tulec dobro premaži z lepilom oziroma s to gosto zmesjo moke in vode, na katerega polagaš plast za plastjo natrgane papirčke. Če nimaš čopiča, si pomagaš kar žličko, na koncu pa zamažeš kar z rokami. Ko si pokril tulec vsaj z 2 slojema papirja, z roko lepo zamaži, da bo čim bolj gladko. Nič se ne boj, prav prijetno je. Odprtini spodaj in zgoraj pusti za zdaj še nedotaknjeni. Tulec daš zdaj za dobri 2 uri sušiti na sonce ali poleg radiatorja. Ko se posuši,
poiščeš malo trši papir in obrišeš 2 kroga, ki ju izrežeš. Z njima bo zaprl odprtini, vendar stop, ne še obeh. Najprej le eno, ki jo zapreš s krogom in jo ponovno kaširaš ter daš ponovno sušiti za slabo uro. Ena stran tulca je zdaj zaprta in posušena. Zdaj pa le hitro k mami v kuhinjo po različna semena. Sončnica, leča, koruza, lan, fižol, čičerika in tako dalje. Ali pa morda riž ali kavna zrnja. Karkoli, vse bo v redu. Lahko pa na svojem dvorišču nabereš tudi drobne kamenčke, ki pa ne smejo biti večji od zrnja koruze. Nato jih dobro pest stresi v tulec. Če si uporabil daljši tulec, mora zdaj dati 2 pesti polnila. Ko napolniš, zapreš še drugo stran. Odprtino prekrij z drugim krogom in ponovno kaširaj. Vse dobro zamaži, da si ti ne bo odprtina odprla. Pa saj ti to dobro znaš. Tulec daš ponovno sušiti. Najbolje bo, da kar čez noč. Zdaj pa ne pozabi pospraviti za seboj. Naslednji dan inštrument še barvno opremi. Tu lahko uporabiš vso svojo domišljijo. Lahko ga pobarvaš s flomastri in narišeš drobne vzorce, lahko ga prebarvaš s temperami ali morda oblepiš z barvnim papirjem, lahko pa poiščeš tudi stare nalepke, ki v predalu, tako kot sem jih sama, in jih nalepiš na inštrument. Tako, tvoj izvirni inštrument je končan. Zdaj je pa le še čas, da ga preizkusiš. Počasi ga obračaš gor in dol. Semena se prelivajo iz ene smeri v drugo. Slišiš to nežno melodijo? Melodija je podobna nežnemu padanju dežja. Se strinjaš? Pohvali se, tvoje delo je zdaj opravljeno.